Dober dan v Evropskem magazinu. Zelena infrastruktura je skrbno načrtovana mreža visokokakovostnih zelenih površin. Okoli 80% prebivalstva Evropske unije živi v mestih. Skrb za zelene infrastrukture pa še nikoli ni bila tako pomembna kot danes. Prostor, v katerem živimo, je vedno bolj razdrobljen. Prebivalstvo raste, življenje je iztisnjeno iz ekosistema in njegovih mnogih daril. Kako lahko povežemo naše ekološke otoke in iz tistega, kar ponujajo, naredimo inteligentno, celostno omrežje? Z zeleno infrastrukturo. Veliko tega že obstaja, vendar potrebujemo več. Današnji naravni svet ima trajno skrivnost. Zakaj se čebelje populacije tako hitro krčijo? To mnogo ljudem povzroča veliko skrbi. Okoljevarstvenikom, kmetovalcem, potrošnikom sadja in zelenjave, ki rastejo iz rastlin, ki jih oprašujejo čebele in hranijo naša rastoča mesta. Da ustavimo upad, nujno potrebujemo rešitve. Gradijo biotsko raznovrstno odskočno desko za čebele v mestu. In čebele, ki so zelo občutljive za svojo okolico, se dobro odzivajo. Dokaz, da mesta lahko zagotovijo okolju prijazen življenjski prostor. A to je več kot le zaščita vrste. To je projekt LIFE, ki ga financira Evropska unija in ponazarja uspešen, obojestransko koristen cikel zelene infrastrukture. Zagotavlja ugodno okolje za čebele in razširja ter izboljšuje kakovost urbanih ekosistemov v korist vsem, ki ga uporabljajo. It's one way that people in a urban environment can realize that, hey, there's biodiversity here. It's all around us, and those little insects are living right with us here in the city, and they are sharing our environment. V Franciji je 1000 vrst divjih čebel, 2500 v Evropi. Njihov upad lahko ima resne gospodarske posledice. Ocenjujejo, da je vrednost, ki jo čebele in druge žuželke opraševalke prinašajo evropskemu kmetijstvu, več kot 20 milijard evrov letno. We have a nice example here. You have this little patch of strawberries in the middle of the city. How do they get those strawberries? Well, that's where the bees really come handy, because those bees, they are going to visit this little strawberry flower, and they are going to make it possible for this flower to be transformed into such nice juicy strawberries. To je zelena infrastruktura v akciji. Drobne zaplate zelene v oceanih sive so združene in pomnožene do točke, kjer so dovolj velike, da prenašajo storitve, ki jih potrebujemo, vendar pa jih imamo pogosto za samoumevne. Rastoča mreža zelenih in modrih kanalov, zelene rastline, modra voda, ki teče z dežele in prinaša koristi, kot so čisti zrak, čistejša voda, nižje temperature in ublažitev podnebnih sprememb. Ces grands réseaux, ces couloirs de vie relient les milieux et permettent aux espèces de faune ou de flore de vivre, d'échanger, de se déplacer, mais aussi de s'adapter face au changement climatique. Hug More je naravoslovec, ki je začrtal nesmiselna potovanja vrst v svojem mestu, vse od listnatega predmestja pa do njegovega mestnega srca. La ville est pleine de plantes et pleine d'animaux. On s'est amusé, au travers d'un de nos botanistes manuels, il y a quelques années, de suivre la flore intramuros, hors parc urbain, hors jardinière, hors balcon, simplement ce qui pousse sur les toits, dans les murs, sur les trottoirs, dans les pavés, et il y a plus de 400 espèces de flore sauvage. V tej novi dobi inovacij so popravili betonske okrasne zgradbe iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, prekrili so sivo z zeleno in s tem prinesli številne prednosti. Zelena infrastruktura spremeni fasado in vzorec, izvaja inovativno čutno urbanistično načrtovanje in korak za korakom dela mesta enostavna, srečnejša, bolj zaželjena. Là, on a une manière différente de consommer la ville, c'est-à-dire on a une volonté
de par la demande des citoyens d'augmenter les surfaces d'espaces verts, d'augmenter les espaces de transition écologique, on voit de la nature se redévelopper et ça lui laisse des espaces dans lesquels elle peut s'exprimer correctement et nous fournir cette qualité de vie qu'on a besoin pour être en bonne santé aussi. Oglejte si viseče vrtove, ki se napajajo s soncem in požirajo ogljik. Notranja dvorišča z vodnimi dodatki, majhni travniki na strehah hiš. Lyono dodajajo do 700 hektarjev. Ob pritisku podnebnih sprememb in globalnega segrevanja to pomeni spremembo. On voit parfaitement ici, on a une épaisseur, une mollesse, une humidité qui joue d'ailleurs sur le plan thermique pour les appartements du haut, mais on a vraiment ici une végétalisation qui ne demande qu'à vivre. Evropa je najbolj razdrobljena celina na svetu. Ekološki varovalni pasovi in prehodi, kot so žive meje in gozdovi, so bili odstranjeni. Eden izmed načinov za ponovno vzpostavitev naravnega ravnovesja je, da preoblikujemo ekologijo kmetijskih zemljišč, izkoristimo naravne dobrine z merljivo denarno vrednostjo. It all boils down to the potential of your land. I mean, can you only grow corn and wheat and sugar beet, or can you grow a whole array of crop, including sunflowers, on oilseed rape, on field beans, on those things that really can benefit from insect pollination. Pollinators is like an investment in the future. To demonstrate those ecosystem services, you really need to show the farming community that those beneficial insects can control pests, that those pollinators are going to improve their yields and the quality of their production. A zelena infrastruktura je tudi ohranjanje prostora zunaj tega. Naravna, neokrnjena podeželska območja, kjer ptice in čebele ter mestni človek delajo svoje. Ključ je v obnavljanju njihove večnamenske narave, kjer vsi uporabniki igrajo povezano vlogo. Veriga, ki potrjuje življenje. Od gozdov, vzdolž reke, do mesta in nazaj. Srce zelene infrastrukture je Natura 2000, panevropska mreža 26.000 krajev, ki jih podpira Evropska unija in ki so namenjeni zaščiti naših najbolj ranljivih vrst ter ohranjanju najdragocenejših ekosistemov. Tukaj, v Južni Latviji, je novo območje v omrežju, ki je sedaj skoraj končano. In tukaj najdemo Mihajlisa Pupinsa in njegovo ženo Aijo, ki grulita majhnim nevidnim nižinskim urhom. Nikoli jih ne vidita, saj je urh bombina glede na klasifikacijo vrste plašen in zelo ogrožen. A zdaj je sezona parjenja in urhi so zunaj. Njihov dom je obnovljeno močvirje, eno izmed 27, ustvarjeno posebej za to vrsto vzdolž severnoevropske Baltske obale. Zakaj so se potrudili? Par lietusarga sugu. Tātad, ja mēs izveidojam biotopus, kur bambina var vairoties un dzīvot mierīgi, salas atbilstošos apstākļos, tātad tai biotopa dzīvos arī ļoti daudz citu aizsargājumu sugu, ko mēs tagad varam redzēt arī, ko mēs varam tagad redzēt. Tas arī ļoti svarīgi saglabājot biodaudzveidību Latviju un Eiropā arī. Urh kaže na zdravje ekosistema. Njegova vrnitev govori o ravnoteženju naravnega okolja, a njegov habitat potrebuje upravljanje. Skupina prostovoljcev gre za to na delo, z mačeto v roki. Cienījami draugi, kā jūs zināt, tūlīt mēs iesim līdzēt izdzīvot mūsu Latvijas ugunsgrupiem. Diemžēl tādā augstumā ir ļoti svarīgi, lai visi biotopi būtu saulaini, silti un tā tālāk. Zaščita ene redke vrste je zaščita mnogih. Ta varna zatočišča popravijo povezave, ki jih je uničil človeški razvoj. Omogočajo cvetoč ekosistem, katerega obseg omogoča naravi, da ponudi svoje mnoge storitve na nove načine. Nekaj 100 kilometrov proti severu leži habitat še redkejšega bitja – smokulje. Eden izmed le nekaj stotih v Latviji, ta 5-letni, na pol slepi primerek, ne bo poginil.
Pravkar se bo levil, a njegova fizična in genetska izolacija pomenita, da mu grozi izumrtje. There are several scattered, very small populations here, and these populations are isolated from the populations in other parts of Europe. If you have low genetic diversity, maybe you have individuals which are adapted for this specific, for instance, strip of land. But if something changes, they can disappear. To je mokro območje bogato šoto, naravnim gozdom in visokim barjem. Je pomembno orodje v našem boju proti učinkom podnebnih sprememb. Z absorpcijo toplogrednih plinov deluje kot naravna poplavna ravnica, shranjuje odvečno vodo in zmanjšuje tveganje poplav. Tveganje, ki je vse bolj verjetno kot napredovanje podnebnih sprememb. Narava je namenjena užitku in je hkrati tudi uporabna. Njeno lepoto lahko uživajo vsi. Graditi moramo na naravi, ki je sposobna večplastnega delovanja. To je sporočilo, ki še mora doseči množice. Ako se vsi deli zelene infrastrukture združijo v skladno, medsebojno dopolnjujočo se celoto, bomo čutili koristi in vprašali se bomo, zakaj se tega nismo zavedli prej. Čebele so v bistvu domača žival, ki to ni. Namreč v milijonih let svoje evolucije se niso spremenile niti malo. Fosilni ostanki čebel kažejo, da so bile mnogo milijonov let natanko takšne, kot so danes. To pomeni, da so že davno tega dosegle svoj nivo in jim ni bila potrebna nobena evolucija več. Se pravi, da smo ljudje veliko večja spremenljivka in nedodelana vrsta, kot so te živali, ki jih imam trenutno v rokah. Pri nas je doma, je domovina kranjske čebele, Angleži jo imenuje tudi gentle bees, to se pravi mirne, krotke čebele so to, sivka je pa njeno najbolj znano ime. Čebele so v bistvu pomembni bioindikatorji. Tako da v bistvu najprej zaznajo to onesnaženje bistveno prej kot mi, ki smo se mu najbolj prilagodili konec koncev. Zato v bistvu so čebele ogrožene, ker kemija je nevidna. Ne? Tudi v tistih okoljih, kjer je najbolj zaželena, kamor ne bi jo celo vabili in kjer jo bi mogla biti, to so sadovnjaki in druga urejena kmetijska področja, kjer dajo čebele svojo piko na i z opraševanjem. Med je predvsem temu zgolj stranski produkt. Mi vidimo to vidimo ljudje. Dejstvo pa je, da so čebele ogrožene, ne samo to, ker ponovadi kažemo na velike predelovalce sadja, na velike intenzivne plantažne nasade, pa vsi kažemo s prstom na njih, da so glavni onesnaževalci. Res, da so, absolutno so onesnaževalci, samo zanje se ve, da so in imamo obrambni refleks, saj takšen, da s čebelami tja ne bomo šli. Ampak večji grešniki se nahajajo med nami, posamezniki. Lastniki posameznih jablan, hrušk, češenj, karkoli že, se pravi obhišnih sadovnjakov, ki jih pol neuki ljudje škropijo na vse pretege s podeseterjeno dozo aktivne snovi v pripravkih, tako za vsak slučaj pravijo, ne? In jasno, tak človek ne škoduje sam tistim živalim, ki se tisti hip znajdejo na njegovem vrtu, ampak se v celi skupnosti. Prišli smo v tisto fazo, da ne moramo več kazati na nekoga drugega, ampak lahko s prstom celo pokažemo sami nase, da potrkamo na svojo vest, se na kraljestvih, ki jih imenujemo naši vrtovi, odrečemo rabi pač vsake kemikalije, kajti nihče nas nima zaenkrat še pravico siliti v to. In pač raje mutiko v roke, ne herbicid, in to je naš slog.